Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes smo v občini Sevnica. To je najina pot, ki nama bo vzela približno 50 minut. Ta teden obiskujeva rojstno občino Melanie Trump. Ponuja veliko različnih znamenitosti in kulturnih točk. In še trenutna lestvica Top 10. Nahajava se na vrhu Lise, na višini 948 metrov. Lisa je čudovita točka v Sevnici z neokrnjeno naravo, prelepimi razgledi in hribovskim okoljem. Vsako leto tukaj poteka tudi tradicionalni kolesarski vzpon na vrh. Lisa je dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Odlična je za opazovanje zvezd, astronomijo in radioamaterstvo. Ob jasnem vremenu se vidi Mariborsko pohorje, Triglav, Kamniško-Savinjske Alpe in celo Hrvaška. Z vrha pa lahko tudi vidiva najino naslednjo lokacijo, Dolinškov kozolec. Dolinškov kozolec v Šmarčni je bil zgrajen leta 1920. Pripadal je največji kmetiji tistega časa in so ga uporabljali za sušenje sena do leta 1988. Leta 2009 ga je obnovil Ciril Dolinšek in danes deluje kot muzej. Tukaj ponujajo ogled kozolca, obisk cerkve Marije Pomočnice, vaške igre, izdelavo ptičjih hišic in prikaz kavsanja na reki Savi. Kavsanje je tradicionalen način lovljenja plavajočih hlodov. Ljudje iz Šmarčne so znani kot kavsarji, saj je bil tukaj največji prostor za lovljenje lesa ob celotni reki Savi. Zaradi velikega ovinka reke so tokovi naplavili les do obale, domačini pa so ga s posebnimi orodji, kot je kavs, lovili in pripravljali drva za zimo. Pa nadaljujeva z ogledom kozolca. Tukaj je razstavljenih okoli 750 predmetov iz obdobja med letoma 1850 in 1960. V pritličju so na primer mlatilnica, rezalnik slame, posode za gnojeko in drugo. V srednjem delu so vinogradniška in sadjarska orodja, oprema za živino, orodje za oranje in žetev, lupilniki koruze in tehtnice. Na podstrešju pa so delavnica lastnika, orodje potujočih čevljarjev, mesarska oprema, otroške igrače, šolski pripomočki, spalnica s starim pohištvom, kuhinja, prostor za šolo in še veliko več. Res zanimiv, ker lahko vidiš predmete, ki so jih uporabljali pred 150 ali celo 200 leti. Naslednja postaja je frizerski salon Krojc. Prvi frizerski salon v Sevnici, odprt leta 1900. Sprva je bil namenjen samo moškim, leta 1937 pa je začel obratovati tudi za ženske. Poleg striženja, britja in barvanja pa so tu izdelovali tudi lasulje. Salon je deloval neprekinjeno do leta 2003, torej kar 103 leta. Nato se je upokojila Dragica, zadnja iz družine Krojc. V notranjosti je vse urejeno tako, kot je bilo nekoč, z izjemo res zanimivega interaktivnega zaslona, kjer lahko preizkusiš različne pričeske. Wow. Ena res zanimiva posebnost pa je tale stol, kjer si lahko preprosto obrnil sedež in dobil svežo čisto podlago. Leta 2013 je bil razglašen za lokalno kulturno dediščino. Ja nič, od zdaj naprej se bom pa jaz tle strigel.
Grad Sevnica stoji na hribu nad starim mestnim jedrom in je prvič omenjen leta 1309. Skozi stoletje je preživel kmečke upore, turške upade in vojne. Danes je eden najbolje ohranjenih gradov na tem območju. Obiskovalci se lahko ogledajo baročno dvorano, poslikave stropov, freske v stolpu, šolsko in gasilsko zbirko, galerije, grajsko kapelo in lutrovsko klet. Ponujajo tudi vodene oglede, kjer lahko grad podrobno raziščete in odkrijete njegove manj znane skrivnosti. Naju je najbolj navdušila zgodba grofice Matilde Arko-Cinenberg, zadnje lastnice gradu. V Sevnico je prišla leta 1910, potem ko je bila zaradi prepovedanja ljubezni izključena iz visoke družbe. Njena zgodba je hkrati tragična in fascinantna, zato ji vsekakor prisluhnite sami. Še ena zanimivost obiska je trgovinica z lokalnimi izdelki, kjer lahko najdete vino First Lady, čokolade, spominke in še več. Sevniški grad pa ni edini kraj povezan z Melanijo Trump. Številni lokalni ponudniki ponujajo Melanijine torte, pite, Trump-burger in še marsikaj drugega. Ostanite z nama do konca, ker jih bova preizkusili. Pod gradom stoji Lutrovska klet, eden najbolje ohranjenih renesančnih spomenikov v Sloveniji. Domnevajo, da je tukaj Jurij Dalmatin širil Lutrove nauke. Od leta 2007 na jugozahodnem pobočju sevniškega gradu uspeva vinograd s 500 trtami modre frankinje, ki so jih zasadili lokalni vinogradniki. To vino, skupaj z drugimi izbranimi vini modre frankinje in vini iz posavske regije, lahko poskusite v grajski vinoteki in v kleti modre frankinje, ki se nahaja tik nad vinogradom. Vendar to ni edini kraj z osupljivimi vinogradi. Resnično edinstvena lokacija je amfiteater Malkovec, znan po številnih vinogradih, ki v srcu pokrajine ustvarjajo naravni amfiteater. Kot vidite, sva zdaj na arheološkem najdišču Ajdovski Gradec in to je eno najpomembnejših ter najbolje raziskanih arheoloških najdišč v tem delu Evrope. Iz obdobja preseljevanja ljudstev, torej iz 5. do 6. stoletja našega štetja. Spada med največje zgodne krščanske razsebine v bližini Alp in je eno najpomembnejših poznoantičnih višinskih najdišč v Sloveniji. To naselje odraža dediščino rimske civilizacije na območju današnje Slovenije in dokazuje, da je bilo to območje poseljeno že od prvih stoletij našega štetja. Prve najbe segajo v leto 1811, ko so domačini med ruševinami odkrili rimski nagrobni kamen in krsto. Dodatna izkopavanja med letoma 1890 in 1895 so razkrila nove predmete. Večje raziskave pa so se začele leta 1970 pod vodstvom Petra Petruja. Med najdbami je tudi ta izjemen predmet, bronasta utež v obliki boginje Lune, izjemna najdba iz rimskega obdobja. Upodablja mlado dekle oblečeno v tuniko, okoli vratu pa nosi ogrlico z obeskom v obliki polmeseca. Utež sega v konec 1. stoletja in kaže vidne znake dolgotrajne uporabe. Odkrita je bila v drugi polovici 20. stoletja. Zgodovina tukaj je res fascinantna in sva zelo uživala. Ko so bila na gradu, sva si ogledala tudi 3D model, ki prikazuje, kako je naselbina nekoč izgledala. Na poti proti vrhu pa si lahko ogledate tudi film o tej lokaciji. Za konec sva obiskala cerkev Svetega Roka s čudovitim razgledom nad Sevnico. Zgrajena v 17. stoletju v spomin na Kugo. Sveti Rok je upodobljen kot dromar s palico, bučko za vodo, torbo in psom ter rano na nogi.
Za konec pa seveda še hrana. Torta Melania, Trumpov burger in pa Dončićeva pica. Burger je bil dober, ampak Dončićeva pica pa je bila res vrhunska. Poskusila sva tudi torto Melania in pa Snickers torto. Obe sta bili odlični. Melania je bolj sveža in manj sladka, Snickers pa je prava izbira za ljubitele sladkega. Občina 12 od 212 končana. Na lestvici pa zelo tesna odločitev, vendar Sevnica prehiti Šmartno in zasede prvo mesto. Hvala, da si vzel čas in pogledal ta video. Ne pozabi všečkati in se naročiti na najin kanal za še več takih vsebin. Vse dobro in se vidimo v naslednjem videu. Čau!